Dober večer in lepo pozdravljeni. Družbena odgovornost je del Krkinega poslovnega razmišljanja in sem sodijo tudi vlaganja v dolgoročne družbeno koristne projekte, namenjene kar najširšemu krogu posameznikov. Rezultat enega takega projekta je tudi Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Letos bo že 6. leto zapored. Več o tem, kaj vse se bo dogajalo, pa seveda z mojima nocojšnjima gostjama. Gospa Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi v Krki, dobro večer in dobrodošli. Dober večer. In gospod Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja v Krki, dobro večer in dobrodošli tudi vi. Dobro večer. Bova začela kar z vami, gospod Dular. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je postal prepoznavan. Krkaši ste ga vzeli za svojega, dobro pa se je uveljavil tudi v širši družbeni skupnosti. Ste pred 6 leti, ko ste sodelavci zasnovali ta projekt, računali, da bo temu tako? Zelo iskreno rečeno, nismo razmišljali tako daleč. Predvsem nas je vodila misel ali želja, da mogoče v krogu krkašev bolj ozavestimo vse naše aktivnosti. Namreč krkaši smo bili na različnih področjih prostovoljstva, humanitarnosti aktivni, vendar nekako tega nismo doživljali kot celoto. Odločili smo se takrat, da nekako v enem tednu združimo različne aktivnosti in v bistvu ta duh in kulturo povežemo bolj, bi rekel, v eno celovito aktivnost in seveda na drugi strani pa je to pomenilo tudi sporočilo širši javnosti, da je to sestavni del našega življenja, naše kulture. No, to je bila zagotovo ena osrednjo razmišljanje, da se je zgodba začela, ampak pri vsaki stvari obstaja nek ključni razlog. No, vsekakor je to, da želimo pomagati in pri prostovoljcih je običajno tako, da ne želijo ali pa ne želimo o tem, da se o tem govori kot o posamezniku, ampak da je to prepričanje, da je to zavest, da je želja pomagati na različne načine. In glede na to, da je pomoči potrebnih izjemno veliko, smo mi seveda potem izbrali nekaj ključnih aktivnosti, kjer smo izrazito bili aktivni tudi v preteklosti in smo se zato odločili, da v bistvu oblikujemo tak program in seveda izpeljemo to v širšem krogu, torej ne samo znotraj Krka, ampak da v širši prostor posežemo. Gospa Elvira Medved, Krkin teden humanosti in prostovoljstva se je skozi vsa ta leta nadgrajeval, se je širil in tudi vedno več vaših sodelavcev se je vključevalo. Torej je odziv iz leta v leto boljši. Ja, kot je že rekel gospod Dular, namen te akcije je tudi pritegniti več sodelavcev k prostovoljstvu, ker se več ljudi tudi potrebuje pomoč. No in v 5 letih se je aktivnosti udeležilo kar 4800 sodelavcev v Sloveniji. Če rečemo, da jih je v Sloveniji, nas je zaposlenih nekaj več kot 5000, to pomeni, da je to skoraj več kot 90% vseh zaposlenih. Lepo in veseli smo tega, da je vsako leto več novih prostovoljcev, nekaj 100, recimo lani 110 in pa v zadnjih 2 letih so se nam pridružili sodelavci iz naših podjetij in predstavništev v tujini in letos bo sodelovalo kar 17 držav. Seveda, ker je tam manj zaposlenih, so pri njih aktivnosti združene nekako v en dan, pri nas pa jih opravljamo cel teden. No, glede na to, da naša medijska hiša to intenzivno spremlja, lahko povemo gledalkam in gledalcem, da je ogromno dejavnosti, ki jih imate v tem tednu. Zanimivo bi bilo pa slišati, po kakšnem ključu izbirate dejavnosti. Ključ je enostaven. V bistvu smo združili že te dejavnosti, ki so jih prej upravljali posamezni krkaši, prostovoljci v različnih humanitarnih organizacijah. Poklicali smo različne humanitarne ustanove, kot sta Rdeči križ in Karitas, poklicali smo varstveno-delovne centre, centre za usposabljanje, vprašali, kakšne vrste naše pomoči potrebujejo in kje. In glede na to, odzivi so bili zelo pozitivni in aktivnosti je bilo ogromno. Tako da smo jih potem, glede na to, kar so nam odgovorili,
povezali v cel teden. Nismo na začetku sploh vedeli, da bo to cel teden. Ne. Mislili smo kakšen dan, dva, ampak jih je bilo res ogromno in torej sporočilo je, da je pomoč res dobrodošla in potrebna. In da so vsi hvaležni, da ima Krka posluh za te stvari. Ja, vsi vsekakor najbolj smo srečni prostovoljci, ko vidimo zadovoljne in vesele obraze ljudi, ki jih obiščemo. Tukaj moram reči, posebej so veseli starejši, ki so osamljeni in nas, že ko odhajamo, nas vprašajo, kdaj boste spet prišli. Zanimivo je tudi to, da so nas letos poklicali, kar 2 ustanovi, in sicer Center za usposabljanje Elvire Vatovec iz Strunjana in Center za usposabljanje delo in vzgojo Dolske Boštjančič iz Iga, in so rekli, ja, zakaj pa k nam ne pridete? Ja, smo rekli, bomo pa drugo leto, no in letos smo tudi pri njih. Tako da je vsako leto tudi več ustanov, ki nas kar same pokličajo, ker je ta pomoč resnično dobrodošla. Tako ljudem, s katerimi se družimo, kot tudi osebju v ustanovah. Gospod Boris Dular, slišali smo, da vedno več krkašev upravlja to plemenito dejavnost prostovoljstva, da je zelo pester program, en teden se dogaja na polno, če se tako malo pošportno izrazim. So pa katere od razpisanih dejavnosti deležne še posebej velikega zanimanja med krkaši? Vsekakor je paleta teh aktivnosti izjemno velika. Mogoče je najbolj tradicionalno in tudi po odzivu izjemno močno področje krvodajalstva. Tako vsako leto, tudi letos je za krvodajalsko akcijo prijavljenih preko 300 krvodajalcev. Tudi sicer je, lahko bi rekli, krvodajalstvo prisotno v Krki od samega začetka in tako mi imamo približno 1500 krvodajalcev, preko 1000 jih vsako leto daruje kri. In kar se mi zdi zelo pomembno, vsako leto je v teh aktivnostih, ki jih imamo v tem tednu, 50 do 60 novih krvodajalcev, tisti, ki dajo prvič. In to je mogoče najbolj eno dragoceno sporočilo in prepričanje in bi rekel to, da se ozavesti, nisem še, lahko se vključim, grem. In ko enkrat, to lahko reče človek iz osebne izkušnje, ko enkrat greš in daš kri, potem postaneš krvodajalec in to si. V Sloveniji pa to potrebujemo. In tako da lahko rečem, da je krvodajalstvo res izredno dragocena in osebna zadeva, ker vendarle delček sebe daš. In zato se mi zdi to pomembno in tudi v zavesti krkašov je to zelo na visokem zapisano. Kaj pa potem sledi, recimo morda še kakšna dejavnost, ko bi jo lahko omenili? No, potem, če seveda ne kot akcija, kot tako je nedvomno to, da želimo pomagati z darovanjem oblačil, obutev in vsega ostalega, to je to. In to, kar je Elvira omenila, obiskovanje domov starejših, šol s posebnimi programi in tako, tukaj je velik interes, ljudje želijo, ne gre samo, na eni strani gre za pomoč, na drugi strani gre pa tudi za veliko ljudi, ki se tudi prvič srečujejo z ljudmi, starejšimi v domovih, kjer so v domovih, ker je mogoče, ne bom rekel stigma, ampak vendarle to prepričanje, dom rajši ne. To je pa tudi na nek način spoznavanje okolja in razumevanje, da so domovi recimo sestavni del življenja. Zaradi tega ljudje, rekel naši sodelavci, gredo radi tja. Mislim, da je to tudi prispevek k temu ozaveščanju kulture sobivanja in razumevanja različnih generacij. Elvira Medved, nekaj ste že povedali, kakšna je reakcija med ustanovami, da tudi nove ustanove vas same kontaktirajo, da jih obiščete. Je pa verjetno zelo zanimivo po končanem Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva v vaši službi za odnose z javnostmi, ki vi vodite, dobite ogromno odmevov, to malce preberati, pogledati. Kakšni so ti odmevi? Ja, odmevi so pozitivni, pišejo nam zahvalna pisma, kličejo nas. Skratka, to nam da to moč in veselje, da potem še da naslednje leto sodelujemo, da organiziramo, da povabimo sodelavce. Tudi moram reči, da je druga energija med sodelavci, ker se družimo izven delovnega časa z ljudmi, ki so na nek način, če se tako izrazim, odrinjeni na rob iz družbe.
In ta energija nas potem povezuje celo leto in upam si trditi, da je tudi ta povezanost med krkaši lahko neke vrste konkurenčna prednost v tej tekmi, recimo na svetovnih trgih v tem našem gospodarstvu. No, letos bo torej 6. Krkin teden prostovoljstva in humanosti, potekal bo med 3. in 8. aprilom. V prispevku, ki sledi, smo pripravili nekakšen prerez dogajanja iz minulih let. Pa poglejmo. Tako malo je treba, da nekomu z drobno pozornostjo narediš sončen dan. To je ena od misli Krkine prostovoljke, ki opiše bistvo njihove dobrodelne akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki se bo letos odvijala že 6. leto zapored. V 5 letih je svoje moči združilo že 4800 krkašev prostovoljcev. Krkaši radi pomagamo in je to tudi en dan, v katerem se izkažemo s pomočjo potrebnim. Nikoli ne veš, kaj te lahko doleti, nekateri so potrebni pomoči in tem ljudem z veseljem pomagamo. Krkaši prostovoljci so v dosedanjih 5 letih zbrali že 15,7 tone oblačil in drugih osnovnih potrebščin, darovali neprecenljivih 565 litrov krvi ter spakirali neverjetnih 3670 živilskih paketov. Fajn so vsi zavzeti, tako da tu je zelo pozitivno. Vsi so takoj zagrabili, ko mravljice zlagajo pakete. V bistvu težko dohajaš, kdo hitreje zlaga, kdo hitreje sortira, tako da je super. V Krki nikoli ne pozabijo niti na ljudi, ki preživljajo jesen življenja. V času trajanja dobrodelne akcije so se družili stanovalci 37 domov starejših občanov. Ti se jih vsako leto neizmerno razveselijo. Dober dan, hvala, da ste prišli. Moram povedati, da jaz sem bila 20 let skoraj tukaj tudi delala v domu starejših in mi je prav lepo, ko pridem spet malo nazaj med naše ljudi. Se dobro počutim. Krkaši prostovoljci so se v 5 letih družili tudi z varovanci 8 varstveno-delovnih centrov in zavodov. Vsako leto se spomnijo tudi na živali. V dosedanjih 5 tednih humanosti in prostovoljstva so zbrali že 2,1 tone hrane za male živali. Zaključek tedna humanosti in prostovoljstva pa tradicionalno predstavlja dan odprtih vrat. Doslej so na osrednji proizvodni lokaciji v Ločni gostili že več kot 10.700 obiskovalcev in krkašev. Tako, videli smo, kako je bilo v minulih letih, seveda pa v naslednjih minutah pa nekaj besed, kako bo pa letos. Elvira Medved, program bo zelo pester in dinamičen. Ja, zelo. Program bo potekal oziroma aktivnosti na vseh lokacijah, kjer ima Krka svoja podjetja in predstavništva v Sloveniji, torej v Novem mestu, Ljubljani, Ljutomeru, Krškem, Šentjerneju, Termah Krka in po teh mikrolokacijah seveda. Kot običajno, kot že vsa leta poprej, bomo zbirali potrebščine od ponedeljka do petka in sicer ženska, otroška, moška oblačila, obutev, otroške pripomočke, knjige, higienske potrebščine. Zbirali pa bomo tudi hrano za male živali, za pse in muce, ki jih bomo potem po končani akciji podarili izbranim zavetiščem za živali. Doslej nekaj smo slišali že v prispevku, smo zbrali 15,7 tone potrebščin. Potem bomo na Rdečem križu in Karitasu razvrščali ta oblačila, sortirali in pakirali živilske pakete. Do 5 letih smo jih spakirali 22 ton in približno 2,1 tone hrane za male živali. Prek Rdečega križa bomo pomagali tudi socialno ogroženim družinam na domu in sicer bomo urejali okolico. Lansko leto smo recimo tudi pleskali oziroma kar potrebujejo ljudje, ko pridemo k njim. Obiskali bomo tudi starejše ljudi v okviru pomoči na domu, ki organizira Dom starejših občanov Novo mesto in tudi Rdeči križ seveda. Družili se bomo z otroki iz šol s prilagojenimi programi, varstveno-delovnimi centri, centri za usposabljanje, no in potem tudi domovi starejših občanov. Pripravili smo povsem zelo pestre aktivnosti, ker smo prej pozvali krkaše, ki imajo različne talente in hobije, da sodelujejo v teh animacijskem programu kot prostovoljci, tako da bomo sami organizirali
plesno delavnico, sicer tukaj bo tudi plesni center Novo mesto, potem različne ustvarjalne delavnice, delavnice za pomnjenje spomina. Recimo v ustvarjalnih delavnicah bomo izdelovali velikonočne okraske, velikonočne butarice, piknik bomo organizirali, nogometno tekmo, karaoke, za starejše bomo organizirali gibalne vaje, tečaj nordijske hoje, mešani pevski zbor Krka bo nastopil. Potem bomo organizirali predavanja o državah, kjer ima Krka svoja podjetja in predstavništva, predvsem o takih bolj eksotičnih državah. Predstavili bomo čebelarjenje, predstavili bomo potapljanje, podvodni svet, tudi planetarij si bomo izposodili in ga bomo postavili v šolah s prilagojenim programom in varstveno-delovnih centrih, kjer bodo otroci in varovanci spoznavali vesolje. Skratka, zelo, zelo veliko bo teh aktivnosti. O krvodajalstvu je že gospod Dular povedal, tudi krvodajalska akcija seveda poteka na vseh lokacijah in v 5 letih smo darovali že 556 litrov krvi. Letos, kot sem jaz pogledala že malo podatke, je prijavljenih precej več krvodajalcev kot lansko leto. Mislim, da celo 100. Skratka, dolg čas ne bo, če povzamemo, ampak nekaj posebnega pa je vedno zadnji dan, ko je dan odprtih vrat. Takrat je pa neka pika na i tega tedna. Ja, lahko tako rečemo, da je zaključek vedno najbolj zabaven. No, takrat tudi letos organiziramo dan odprtih vrat. V 5 letih smo v Krki ta zadnji dan tedna gostili približno 10.800 obiskovalcev in sicer smo doslej povabili otroke iz socialno ogroženih družin, otroke s posebnimi potrebami, povabili smo že slovenske planince, slovenske gasilce, lansko leto krkaše z našimi družinami in prijatelji, no letos pa smo povabili slušatelje Univerze za 3. življenjsko obdobje iz Slovenije in pa tiste krkaše, ki se lani niso uspeli udeležiti dneva odprtih vrat. No in prijavljenih imamo cirka 2300 obiskovalcev, ki jim bomo že zjutraj ob 8 pokazali, začeli bomo ob 8, no in obiskovalcem bomo predstavili sintezne procese, razvojno-raziskovalne procese v Krki in pa ogledali si bodo Notol 2. Potem si bodo v upravni stavbi pogledali film o Krki, izmerili si bodo lahko krvni tlak, holesterol, sladkor v krvi in seveda jih bomo tudi lačnih, jih ne bomo poslali domov in žejnih. Skratka, zelo pestro, zanimivo in vsekakor povabilo, da se to tisti, ki pač boste prišli, vsekakor tega zadnji dan udeležite. Gospod Boris Dular, nekaj sva že rekla o tem, ampak verjetno je uspeh te Krkine akcije tudi v tem, z nekim dejstvom, da je dobrodelnost, povezovanje, pomagati drugim v Krki že neka stalnica. Dejansko je stalnica, lahko bi rekli, in je postala vrednota. Tega se je nedvomno vse skozi zavedalo tudi vodstvo Krke. Namreč mineva že 40 let, kar je Krka prevzela pokroviteljstvo nad osnovno šolo Dragotin Kete, pa potem dom starejših občanov. In seveda potem pri vseh teh akcijah, ki so sledile, manj javno prisotno, ampak vendarle zelo zavzeto in kar se mi zdi zelo pomembno, z aktivno udeležbo vodstva. In torej takrat, ko je akcija prežeta, lahko bi rekli od vrha do tal, potem ima svoj odjek, svoj odmev in seveda je tudi s tem razmišljanjem prežeto tudi delovanje krkašev. No in ob koncu tega prvega dela pogovora se bo dotaknila pa še prostovoljec leta. 2 prostovoljca, konkretno 2 prostovoljki bomo spoznali v nadaljevanju pogovora. Z akcijo se začeli leta 2012. Kako jo ocenjujete? Zelo lepo. Moram reči, da je tudi izjemen odziv med krkaši za sodelavce, ki dobijo ta priznanja. Namreč mi nagrajujemo najboljše sodelavce, najboljše vodje, najboljše raziskovalce in tako naprej. In takrat, ko smo sicer poskušali več narediti na ozaveščanju tega prostovoljnega dela, smo se odločili tudi za
nagrado oziroma za priznanje prostovolec leta. In to prostovoljstvo razumemo zelo široko. Od tega, lahko bi rekli, od krvodajalstva, gasilstva, sodelovanja, Rdeči križ, Karitas in tako naprej, tudi športne, tudi ostale aktivnosti v posebnih društvih, kot so Sožitje, Sonček in podobno. Še enkrat bi rad, kar sem že poudaril, je to, da krvodajalci ali pa tudi ostali prostovoljci zelo neradi stopajo v spredje. In mnoge stvari, mi smo tudi s to akcijo ugotovili, kakšne krasne sodelavce imamo, koliko dobrih stvari delajo. In preko tega se je pokazalo, da seveda pa znamo sodelavci tudi razpoznati te ljudi in jim dati ta priznanja. Mi tukaj nismo omejeni, seveda ne gremo v množico priznanj, ampak v odvisnosti od predlogov so to lahko 2, 3, lahko tudi 4 priznanja in seveda jim damo ustrezno pozornost, priznanje in tudi sodelavci jih preko naših časopisov Utrip ali sicer tudi spoznajo. In lahko bi rekli, da oni tudi postajajo ali pa so ambasadori tudi našega tedna humanosti in prostovoljstva. Dejal bom obema hvala lepa za ta pojasnila. Naj bo 6. Krki teden humanosti in prostovoljstva uspešen, kar nedvomno tudi bo. In hvala, da sta prišla in seznanila širšo slovensko javnost, kaj vse se bo dogajalo. Prosim, hvala za lepe želje. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa samo še tole sporočilo, zelo hitro bomo nazaj, ne odhajajte nikamor in v nadaljevanju se bomo pogovarjali z 2 Krkinima prostovoljkama. Redna uporaba bilobila izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice. Vaš v vrhunski formi. Bilobil. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. V hitrem ritmu življenja vas bolečina lahko hitro ustavi. Zato imejte pri roki Nalgecin S. Nalgecin S se zaradi posebne učinkovine hitreje absorbira, doseže mesto bolečine in jo hitro ustavi. Nalgecin S ustavi bolečino, preden bolečina ustavi vas. Nalgecin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Znova smo nazaj. Najrazličnejše oblike prostovoljstva in humanosti, ki niso omejene zgolj na humanitarni teden, so v Krki postali stalnica. Kako to poteka v praksi, pa v pogovoru s Krkinima prostovoljkama. Z nami sta gospa Janja Obrč-Turk, Krkina prostovoljka leta 2016, članica Kinološke zveze Slovenije, enota reševalnih psov. Dobrodošli in dober večer. No in z vami sta tudi 2 posebni gosti, psički Luna in Rozi, kaj ne? Ja, seveda tole je Luna in tole je pa Rozi. Krasno. In še pozdravljeni gospa Tanja Vnučec-Popov, Krkina prostovoljka leta 2016, ravno tako. Vi pa ste članica humanitarnih organizacij Beli obroč in Adra. Dober večer tudi vam. Začel bom kar z vami, gospa Janja Obrč-Turk, torej ste članica Kinološke zveze Slovenije, enota reševalnih psov, vaši zvesti pomočnici, kot smo dejali, sta Luna in Rozi. Kakšna je pravzaprav vaša vloga v zvezi? Ja, vsi vodniki reševalnih psov smo v bistvu razdeljeni po enotah, glede na to, v katerem kraju živimo. In mi smo pač v enoti Dolenjska, Posavje in Bele krajine. Zdaj v primeru, da se zgubi v tem delu Slovenije oseba, da je pogrešana, nas aktivirajo oziroma nas pokliče preko centra za obveščanje in naša naloga je, da se pač na ta odziv odzovemo. Nekaj časa smo imeli pri sebi ali pa si morali imeti pri sebi pozivnik, ampak zdaj pa to obveščajo preko SMS-a, preko telefona. In največkrat, če se lahko akcijo udeležimo, je pač potrdimo, da pridemo na določen kraj in pa v določenem času, ker se je ta dogodek zgodil. Običajno nam povejo tudi, ali gre za starejšo ali mlajšo osebo,
vse ostale podatke, ki jih potrebujemo, pa dobimo na licu mesta samem. Največkrat nam potem obrazložijo, ali je to, koliko je ta oseba stara, ali je imela mogoče kakšne zdravstvene težave, kje se je gibala, da mi potem lažje določimo območje, kjer bo iskanje potekalo, ker vedno se to pravzaprav ugiba, kje bi ta človek se lahko nahajal. Potem nas pa razdelijo v skupine in naša naloga je, da v delu, ki nam ga določijo, poiščemo oziroma poskušamo to osebo najti. Vedno pa delamo to skupaj s policijo. Nikoli ne moramo mi sami na lastno pest reči, da bomo pa nekje slišimo, pa se je ta človek izgubil in gremo. Ne, mi moramo vedno počakati policijo. Policija je tista, ki odredi, ki določi, ki nam da informacije, kako in kaj bo stvar potekala. In mi potem, ko osebo najdemo, če je potrebna prva pomoč, pač damo prvo pomoč, potem pa mi svojo nalogo zaključimo. V primeru, da se oseba ne najde niti živa, niti mrtva, moramo garantirati, da v tistem delu, kjer smo šli mi s psi, kjer so naši psi pregledali, tega človeka ni. Se pravi, da je to odgovornost kar velika. Da nekako moramo dati roke na to, tlele tega človeka v nobenem primeru ni. Ker se velikokrat zgodi, da se pač išče na napačnem koncu, da je človek mogoče čisto nekje drugje, da se ga najde naključno nekje, tako da akcije niso vedno uspešne. Torej zelo odgovorno delo upravljate. Vaše prostovoljstvo, gospod Vnučas Popov, pa je povezano čisto z drugo dejavnostjo. Vi pa ste aktivni v organizaciji Beli obroč in Adra, kjer pomagate otrokom, materom v stiski in beguncem. Kako pa se je sploh začela ta vaša pot prostovoljstva? Pravzaprav se začela že z mojimi starši, z njihovo krščansko vzgojo in z svojim zgledom. Tako da sodelujejo še zdaj v vseh teh dobrodelnih akcijah in kot otrok sem bila tudi del tega. Tako da sem najprej zrasla v tem duhu, pozneje tudi starši mojega moža. V najstniških letih sem se srečala z Adro, Adventistično dobrodelno razvojno organizacijo. Jo dodobra spoznala in zdaj je Adra del mene, kakšnekoli akcije so, pač po svojih zmožnostih se priključim. To so recimo akcije z begunci, potem poplave, zbiranje pomoči. Za organizacijo Beli obroč pa me je pravzaprav leta 2005 spoznala moja prijateljica, ki je bila takrat tajnica gospe Vlaste Nussdorfer. Takrat se je začela akcija Naše deklice z vžigalicami in ko sem slišala za namen te akcije in vsebino knjige, sem enostavno želela sodelovati v zbiranju pomoči in v širjenju in ozaveščanju o nasilju v družinah. Zelo zanimivo. Oblike prostovoljstva, o katerih sta pravkar govorili in nekako seznanili naše gledalke in gledalci, sta, če tako gledamo, precej različni. Vendar pa je neka skupna rdeča nit. Po vajnem mnenju, kaj je za vaju bistvo prostovoljstva? Pa najprej mogoče vi, gospa Popova, pa potem gospa Turk. Ja, mislim, da je najprej treba prepoznati potrebo in stisko ljudi in potem jim nuditi pomoč v tisti obliki, ki jo v tistem trenutku potrebujejo. Zdaj lahko je to izboljšanje kvalitete življenja ali pa iskanje pravic za ljudi, ki so potisnjeni na rob, ali pa mogoče trenutno reagirati hitro, da priskrbimo osnovne življenjske potrebe, voda in tak, če so kakšne nevarnosti. Pa vi? Ja, se kar strinjam s tem. Tudi jaz mislim, da je najprej potrebno opaziti okrog sebe ljudi, ki so pomoči potrebni in potem po svojih močeh pomagati. Vse včasih je treba zelo malo. Jaz iz svojih izkušenj lahko rečem pri teh reševalnih akcijah, da ljudem zelo veliko pomeni, da imajo nekoga zraven, da v tistem težkem trenutku niso sami. Kljub temu, da mogoče se ne izide tako, kot bi želeli, ampak mislim, da najhujše, če si v težkem trenutku sam. Da že prisotnost nekoga, ki ti pripravljen pomagati, ki ti daje oporo, je včasih zelo velik. Tako da ni treba veliko, da si lahko človek na pravem mestu. Je morda to, kar ste sedaj povedali, tudi en del motivacije, da vas motivira, spodbuja, da pri tem ustrajate? Konec koncev potrebno je povedati, da včasih so te reševalne akcije tudi za vas, za vaše življenje in za vaše psičke nevarne, ne?
Ja, v bistvu so nevarnosti, zaradi tega, ker naše delo ni noter. Mi delamo zunaj, v dežju, v mrazu, po gozdu, kjer Slovenija, veste, da je zelo taka razgibana, gorata in če se to dogaja recimo na Gorenjskem, pa tudi na Dolenjskem, kraški svet, da zna biti nevarno. In je tudi ena od motivacij tudi ta, da ko vidiš ljudi, ko čutiš ljudi, kaj oni doživljajo, pa koliko so ti v bistvu hvaležni, da si na tistem mestu tam, da si pripravljen priti tudi po noč. Kljub temu, da mogoče ne boš naredil čudeža, tudi naši psi so samo živa bitja, ki imajo svoje boljše in slabše dneve. Tako da neke vrste je to motivacija. Po drugi strani pa mi, ki šolamo pse, je proces, ki traja 2 do 3 leta. Šolata se in človek in pes, v bistvu mi delujemo v tandemu. In šolamo zato, da bomo šli naenkrat na akcijo. In pravzaprav to akcijo doživljamo sploh začetniki, ki se v to podajo, ali pa ki smo se nekoč v to podajali kot neko nagrado za ves ti trud 2-3 leten, ker to akcijo v bistvu za tisto, kar ti delaš. To je nekaj na vrhu gore in tudi to je ena motivacija. Treningi so namenjeni temu, da ti bodo enkrat rekli, zdaj si pa zadosti dober, zdaj si pa zadosti usposobljen, da te bomo na akcijo pustili. Ker dokler ti ne narediš izpitov, dokler nisi kvalificiran, na akcijo ne smeš. Se morate ti in pes dokazati, da ste dovolj dobra in ves trud je s tem, da lahko pomagaš v bistvu poplačan, tako da imaš motivacije, vse kar najde, ni problem s tem. Ali vi dve ocenjujete, da je vajno aktivno prostovoljstvo, kar dejansko je, sta zelo aktivni, to vam vzame veliko vajnega prostega časa, lažje tudi zato, ker delate v Krki v podjetju, ki to razume, ki to podpira? Mogoče vi prva. Ja, Krka s tem, ko širi vse oblike in podpira vse oblike prostovoljstva, se avtomatsko tudi dviguje raven zavesti o skrbi sočloveka. In iz mojih izkušenj lahko rečem, da v mojem delovnem okolju sem vedno bila podprta. Recimo v akciji naše deklice z žigalicami so sodelavci 100% podprli z nakupom knjige, pozneje tudi z obiskom na predavanji, tako da tudi če se karkoli zbira, je vedno pozdravljeno in dobrodošlo in podprto. Kako pa nekako vi ocenjujete to? Ja, jaz tudi mislim, da je podpora podjetja, kjer si, posebno pa v mojem delu, kar dobrodošla, zaradi tega, ker naše delo je v vseh urah dneva, tako da tudi takrat, ko je v bistvu bi moral biti v službi in vem po pogovoru kolegov, da imajo nekateri probleme, ker za čas službe jim pač ne dovoli, da bi šli recimo nekoga iskati. Tako da do zdaj v Krki tega problema ni bilo, da bi mi rekli, zdaj pa ne moreš iti. Tako da je to kar fajn, da podpirajo na tak način, da nam v bistvu dovolijo izostati od službe. Počasi bomo pripeljali ta pogovor k koncu, pa vendar boste letošnji Krkin teden humanosti in prostovoljstva se tudi aktivno vključevali? Tudi vi dve boste aktivni v tem tednu? Ja, jaz mislim, da tako kot lansko leto sem pač bila udeležena pri zbiranju oblačil za ljudi, ki si pač ne zmorejo vsega kupiti na novo, tako da že pripravljam doma. Kaj pa vi? Jaz sem tudi do zdaj zbirala oblačila in material, ampak letos pa sem se udeležila v čiščenju hiš. No, dejstvo je, da ljudje, ki ste prostovoljci, zelo neradi, se izpostavljate in govorite o svojem delu, ker je to pač nek vaš način življenja. Ampak vajno delo je bilo v vajnem podjetju prepoznano. Lansko leto ste prejeli laskavi naziv Krkina prostovoljka leta 2016. Pa za zaključek, kaj vam ta naziv, ki ste ga prejeli v službi, ker delate, pomeni? Mogoče vi. Ja, jaz to čutim kot neko potrditev, da delo, ki ga delam, da je dobro, da so ga ljudje opazili, da ga cenijo, pa ne čutim sem kot neko nagrado meni, ampak vsem tistim, ki se na tak način kot jaz ukvarjajo s psi, s kinologijo v humanitarne namene, ne samo kot ki vzgojijo psa reševalca, ampak tudi tisti, ki se ukvarjajo s psi, da so vodniki slepih ali pa pomočniki invalidnim osebam. Tako da jaz čutim to nagrado kot neko generalno priznanje vsem, ki v kinologiji vidijo še nekaj več. Ker vedno je tako, to je vedno tak sistem daj-dam. Veliko daš, pa veliko potem tudi dobiš. Tako da ni enosmerna pot. Mislim nasploh pri humanitarnih zadevah, da pravzaprav veliko tudi dobimo. Da tukaj damo, tudi dobimo, da je to
Kako pa vi ta naziv sprejemate? Jaz se tudi pridružujem Janji. Hitro gotoviš, da je večja sreča dajati kot prejemati. Sem pa počaščena tudi jaz, da je bil tudi moj prispevek prepoznan, sploh v podjetju, ki ima ogromno zaposlenih in ki vsi so dejavni v svojem življenju tudi na teh področjih. Obema hvala za obisk v studiu in da sta delila z nami ta razmišljanja o prostovoljstvu in seveda veliko uspehov pri vašem delu še naprej. Hvala pa tudi simpatičnima psičkama, ki sta bili sestavni del te zgodbe. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala vam. Krkin prostovolec leta 2016 je postal tudi Bogdan Muška, član prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice in prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka, ki pa se nam v studiu žal danes ni mogel pridružiti. Je pa v izjavi ob decembrski slovesnosti naziva prostovoljca leta dejal, da je to zanj čast. In poglejmo sedaj kratek utrinek z lanskoletne slovesnosti. Poleg Tanje Vnučec Popov in Janje Oberč-Turk so za prostovoljca leta lani v Krki razglasili tudi Bogdana Muško, ki je 11 let član prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice, kjer kot poveljnik vodi in usmerja operativno enoto. Je pa tudi član prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka. Drugače pa to priznanje mi dosti pomeni, ker pomeni, da me vidijo tudi v širšem pomenu prostovoljstva, kar pomeni izven meja naše občine. Kot član občinskega gasilskega poveljstva in civilne zaščite je v zadnjih 5 letih vodil vse večje intervencije v občini Dolenjske Toplice. Tako je ob lanskem neurju usmerjal kar 13 intervencij hkrati, sodeloval pa je tudi pri gašenju večjega požara stanovanja v tem kraju. Bogdan Muška svoje znanje nesebično prenaša tudi na mlajše generacije v gasilskih vrstah. Tako videli smo, kako je bilo lani na slovesnosti ob razglasitvi prostovoljca leta 2016. Znova smo nazaj in v sedanjosti. V Krki že desetletja gojijo podjetniško prostovoljstvo. Sodelavci se povezujejo tudi v 2 pokroviteljskih odborih. Več o namenu pa z mojima zadnjima gostoma v današnjem pogovoru. In sicer gospa Marjana Uhan, predsednica Krkinega pokroviteljskega odbora, Osnovna šola Dragutin Kete. Dobro večer in dobrodošli. In pa z nami tudi gospod Marko Gorenc, predsednik Krkinega pokroviteljskega odbora, Dom starejših občanov Novo mesto. Dobrodošli tudi vi. Dobro večer. Pa bi začel kar z vami, gospa Uhanova, da ima prostovoljstvo v Krki res dolgo tradicijo, dokazuje letošnja 40-letnica delovanja pokroviteljskega odbora Osnovne šole Dragutina Keteja. S kakšnim namenom je bil sploh odbor ustanovljen pred 4 desetletji? Mladi krkaši so že predtem sodelovali in pomagali sodelavcem šole pri njihovem delu. Ko je bila ta pomoč potrebna, da je večja, da je širša, so prosili za pokroviteljstvo tedanje vodstvo Krke in vodstvo se je odločilo in oblikovalo in predlagalo oblikovanje pokroviteljskega odbora marca 1977, tako da je točno 40 let. Naše poslanstvo in cilj je bilo vedno olajšanje učenja otrokom in popestritev njihovih šolskih dni in življenja. In to počnemo z različnimi aktivnostmi. No, s podobnim namenom pa ste v Krki oblikovali tudi pokroviteljski odbor Doma starejših občanov Novo mesto, gospod Marko Gorenc. Katere dejavnosti oziroma oblike pomoči pa nudite starostnikom in osebju doma? Rad bi začel s tem, da je naš pokroviteljski odbor le 2 leti mlajši, kajti dom je bil narejen leta 1979 in praktično takoj po izgradnji je Krka ponudila svoje pokroviteljstvo. Tudi naš namen je dvigovanje kvalitete življenja stanovalcem. To pa se trudimo na najrazličnejše načine. Pokroviteljski odbor pa želi to narediti na bolj oseben način, tako imamo nekaj stalnih akcij. Ena izmed njih je obdarovanje ob novem letu vseh stanovalcev in obdarovanje vseh stanovalk za 8. marec. Imamo pa tudi veliko projektnih nalog, ki jih želimo izpeljati skupaj z socialno službo v domu, da je naša prostovoljna dejavnost, kar se da doseže čim večji rezultat. Tako organiziramo obiske folklornih skupin, obiske kinoloških društev, konjeniških društev, sodelujemo na skupinah za samopomoč. V tednu humanosti organiziramo obisk čim večjega števila krkašev, da se družijo s sami stanovalci. Iščemo pa tudi sinergijske učinke ostalih dejavnosti Krke
ki bi lahko doprinesli k višji kvaliteti življenja stanovalcev. Gospa Uhanova, delo z otroki s posebnimi potrebami zahteva verjetno premišljen pristop, zanesljivo. Kakšna so vaša opažanja? Gotovo je potrebno za te otroke posebno usposabljanje, veliko dela, veliko truda, veliko pozornosti. Samo za vse to so ti otroci iskreno hvaležni. In vsa ta naša druženja so zelo vesela in prisrčna. Zelo radi pridemo k njim in jaz mislim, da tudi oni so zelo veseli našega obiska. Je med vašimi sodelavci za to obliko pomoči veliko zanimanja? Mogoče, glede na to, da so to otroci s posebnimi pogoji, se tudi sodelavci odločijo premišljeno. Drugače pa vedno imamo veliko podporo posameznih prostovoljcev, da pridajo predstaviti razne dejavnosti, da vodijo krožke, da vodijo kakšne tečaje, tako da v vsakem primeru, ja, zanimanje je. Marko Gorenc, kako pa se na vaše geste odzivajo v domu starejših občanov? Nekaj ste že povedali, se vas razveselijo, vas prostovoljcev? Ja, v domu starejših občanov je prisotno veselje, ki ga starostniki odražajo nekoliko drugače kot otroci. Vseeno pa vidimo, katere stvari so tiste, ki dosežejo večji učinek, to je prav gotovo obisk harmonikaša, obisk pevske skupine, okteta ali pa celo pevskega zbora Krke. Pokroviteljski odbor osnovne šole Dragotin Kete letos beleži 40 let delovanja. Je bil ta odnos v 40 letih težko vzdrževati? Kaj to sodelovanje pomeni za šolo? Poglejmo, kako to zgodbo vidi ravnateljica Vida Maralt. Sodelovanje s Krko nam ogromno pomeni. Poleg finančne pomoči je zelo pomemben tudi občutek sprejetosti našim otrokom in da je to sodelovanje vedno na neki človeški in osebni ravni. To pomeni, da se krkaši vedno udeležijo naših prireditev, da nas podpirajo v vseh naših projektih, da so prisotni na Krkinih izletih, ki jih organizirajo in podobno. Pridobitev je bilo zelo veliko, to so vse pač neke nadstandardne pridobitve, tako da imamo sedaj nujno potrebno dvigalo za gibalno ovirane otroke, potem multisenzorno sobo za sproščanje, ki jo tudi nimajo ostale redne osnovne šole, sploh ne, redke šole s prilagojenim programom, potem zunanja igrala, uredili smo računalniško učilnico in podobno. Absolutno je bivanje in kvaliteta dela otrokom s pomočjo Krke zelo olajšana. Ja, slišali smo torej, da tovrstne oblike pomoči za kakovostno delovanje šole so še kako pomembne in potrebne. Gospa Uhanova, ali vi vidite morda še kje možnosti in priložnosti za še večjo nadgradnjo tega sodelovanja? Naše dolgoletno sodelovanje je vedno način trenutnega stanja, trenutnih potreb, okoliščin, možnosti. Trudimo se, da pokažemo kaj novega, trudimo se, da, tako kot je ravnateljica že povedala, pomagamo pri nabavi nadstandardnih učnih pripomočkov, da pomagamo pri dodatnem izobraževanju njihovih pedagogov, da lažje delajo s temi otroki. Mi kot člani pokroviteljskega odbora se pa trudimo to, da naše sodelavce spodbudimo k temu, da mogoče predstavijo na tej šoli različne aktivnosti. Recimo pridelava medu, imeli smo tudi predstavitev potapljaštva, zelo navdušeni so bili, dokler smo imeli mi še kozmetiko Krka, predstavitev ličenja. Ni pa tako dolgo, ker je svoje konje pripeljal tem otrokom tudi gospod Marko, ker je bilo, mislim, otroci so bili zelo navdušeni. Torej je še veliko teh možnosti. Tako da iščemo različne možnosti, kako bi popestrili šolske dni teh otrok. Marko Gorenc, vsi prostovoljci, ki ste dejavni v pokroviteljskih odborih in tudi sicer ste svete vzgled. Vam mlajše generacije sodelavcev sledijo, razumejo pomen medgeneracijskega povezovanja in humanosti? Ja, pri prostovoljstvu je ta medgeneracijski vzgib prav gotovo dobrodošel in je tudi zelo spoštovan. Vsak prostovoljc namreč svoje delo, ki ga bo upravljal prostovoljno, si izbere sam, s tem odnese tudi veliko osebnosti in s tem tudi svojih posebnosti. Kadar vidimo različne generacije, so te posebnosti še nekoliko bolj izražene, ker pa je to delo z dobrim namenom, lahko dosežemo zaradi tega še mnogo večji učinek.
Pri starejših se lahko prostovoljci tudi sami priučijo marsikaj, tako da vsi, ki se udeležujejo prostovoljstva v domu starejših občanov, po samem upravljenem prostovoljstvu, večkrat pride do mene in povejo, da so se tudi sami nekaj naučili in da jim je to dalo dodano vrednost. No, nekako za konec pa še ta sklepna misel, naj povemo gledalkam in gledalcem, da vidva oba sta dejavna prostovoljca tudi zunaj pokroviteljskih odborov. Gospa Uhanova, vi ste bili Krkina prostovoljka leta 2014, gospod Gorenc pa vas se pa redno srečuje na dejavnostih Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva in pa tudi pri drugih projektih. In zdaj sprašujem oba za zaključek, je odločitev za prostovoljstvo pravzaprav nekako vajin način življenja, gospa Uhanova? Gotovo je to način življenja, ki prinaša zelo veliko zadovoljstvo. Mogoče je odločitev dodatna samo to, da sprejemaš neko funkcijo, kot je mogoče predsednikovanje nekemu pokroviteljskemu odboru, ker gotovo je to tudi odgovornost. Vse ostalo je pa navdušenje in zadovoljstvo. Gospod Gorenc, kako pa vi doživljate to svojo vlogo? Jaz bi rekel, da je to način življenja, ker si pustiš, da si, kar si. Narediš tisto, kar se ti zdi, da je prav, in v očeh javnosti je potem to prostovoljstvo. Gospa Marjana Uhan in gospod Marko Gorenc, hvala lepa, da ste tudi vi dva danes oblikovala to celovito Krkino zgodbo pred začetkom letošnjega Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Hvala lepa za obisk. Hvala vam. Hvala tudi vam. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, v koncu pa samo še tole. Predstavili smo torej del Krkine zgodbe, del zgodbe podjetja, ki sodi v sam vrh in med paradne konje slovenskega gospodarstva. Ja, tudi to je Krka. Srečno.